A veste, da sem veliko razmišljala o predhodnikih na tej funkciji in pri vsakemu najdem nekaj dobrega. Če bi se znalo narediti miks vseh, koliko smo zdaj imeli, 4 predsednike, ja? Gospod Kučan je državo vodil pravzaprav v najtežjih časih, obdobju osamosvajanja. Gospod Kučan in gospod Danilo Türk sta tudi oba moja podpornika. Jaz sem bila neizmerno vesela, da sta oba prepoznala, da sem lahko njuna dosledna naslednica. Skratka, gospod Kučan izjemno dobro pozna Balkan. Danilo Türk, diplomat, vrhunski človek, Slovenec, ki je bil do sedaj po mojem najvišje v nekih pozicijah v večjih mednarodnih institucijah. Njegovo poznavanje mednarodnih odnosov, njegovo poznavanje Organizacije združenih narodov, njegova mirnost nenazadnje je nekaj, kar sem vedno izjemno občudovala. No, še eden pred gospodom Türkom je žal pokojni predsednik Drnovšek, izjemno pragmatičen politik, miren, preudaren, všeč mi je bil, morda celo bolj na koncu, ko se je malce srečeval z svojo minljivostjo, ko je vendarle prepoznal, da lahko tudi do sočloveka pristopi malce drugače, da ni dobro, če je kot ledeni kralj, zaprt v svoje prostore, je šel več med ljudi, mi je bilo všeč. Gospod Borut Pahor je pa človek, ki je zasedal vse ključne pozicije v državi. Ni ga slovenskega politika, ki bi bil na vseh teh položajih, ki jih je zasedal gospod Pahor. Veliko je naredil za Slovenijo. Seveda sem ga imela pa malce bolj na očeh, ker je vendarle zadnji predsednik, zadnjih 10 let je soustvarjal slovensko politiko na tej poziciji. Večkrat sem povedala, da sem mu malček zamerila, ker se je premalo oglašal. Nekako sem imela občutek, da se boji biti moralna avtoriteta. Večkrat je rekel, ja, jaz želim biti predsednik vseh. A veste, vsak predsednik, predsednica je predsednik vseh. Ampak vsak predsednik mora imeti pogum, da kdaj pove, kar si misli, pa se morda tudi komu zameri. Nekako sem pa imela občutek, da je gospodu Pahorju bilo bolje biti v neki coni udobja. Jaz se tega ne bojim. Ko javno spregovoriš, boš doživel kritike, jaz sem tega vajena in me tega ni strah. Boste torej oglašali? Bom. O primernem času, primernem kraju. Velikokrat me vprašajo, če se bo predsednik vpletal v delo vlade. Absolutno ne, to ni naloga predsednika. Vlada mora svoje delo opravljati. Jaz gospodu Golobu absolutno zaupam, da bo to vlado vodil dobro. Na strateških projektih, ki sem jih omenila, pa brez pomoči vlade seveda ne gre. Tu je pa potrebno sodelovanje.